Živijo! Dober dan! Gremo pa danes. Kaj je na najljubšo trgovino? Ja! Vsi vemo, da jaz nisem bila vabljena na otvoritev Primarka, oziroma trgovine, ki je zdaj lahko imenujemo spet. In včeraj sem bila midva snemanje s Primarkom, sodelovali na Džunglemu kanalu. In kaj je takoj zagrabila priložnost, ker je ta glavna prišla in rekla: gospodična moja, kaj te mu je povabil? Zdaj gremo v shopping v Primark, ker gremo nakupiti dekoracije za jesen, ker jaz bi rada svoje stanovanje uredila. Jaz pa rabam 2000 smajčke. Ja. Ampak mi pa gremo gor. Gremo najprej gor? V home section. Also outfit, ki sem ga jaz imela včeraj gor. So goddamn amazing. V Lifeu ne bi rekel, da je karkoli iz Primarka. V Lifeu ne. Ja. Jaz mislim, da je pri Primarku zelo pomemben, kako ti stiliraš. Ja. Če boš kupoval tele trenerke z Disneyovim karakterjem, gor bo stiliraš, da je iz Primarka. Samo malo treba pogledati. Malo treba pogledati teksture, malo treba gledati barve. A bi videli, da je tale outfit iz Primarka? Zdaj tvoja faca pokrila, oprosti. Ne bi rekli, da je to iz Primarka. A ja, moja. Wow! Lej, vse za jesen! Evo, jaz sem zdaj doma in imam 4 vrečke iz Primarka, ki jih moram zdaj vse odpreti, pogledati in vam pokazati, kaj sem se kupila. 1, 2, 3, 4. Jaz sem si res dala duška danes, šla sem po celi trgovini, vse sem nakupila, tako da dajmo pogledati, kaj vse to je. Tokrat je bil cilj, da jaz kupim čim več jesenskih dekoracij, da svoje stanovanje naredim jesensko, ker zaenkrat je bilo še vedno pomladno in nisem več filala teh cherry blossoms. Poletno nikoli ni bilo, ker ne maram poletja, zdaj pa je jesen in jaz sem ready. Disclaimer, niso pa Halloween dekoracije, v bistvu je vse bolj samo jesen. Ker Halloween je res samo en dan, you know. Meni je jesen nasploh bolj všeč. Vaza. Veš, tale vazica je v bistvu za ene rože. V bistvu hočem narediti eno tako, veš, da so pač ven rastlince, tako da to bom dala tukaj na stran. Sveča, luštna sveča. Dušino, mislim, nima nekaj posebnega vonja. Lep mi je ta dekoracija. Ok, še tudi. Prave rastline pri meni ne preživijo, tako da moram pač kupovati fake rastline. Prvo jaz sem jih kupovala v Ikei, ampak sem tele najdla v Primarku, ki bojo tudi... Kam pa jih bom dala? Yes. Zaenkrat bo tam. Še ena je tu, to bom obesla pa... Ok, zaenkrat bom bolj to popravila. Še ena sveča, ki je v bistvu moja najljubša sveča v celem Primarku. To je tale cinnamon and clove sveča, ki diši po cimetu in clove. Kaj je clove? Luškana sveča, ampak ta bo malo bolj za božič še počaka. Dekce! Dekice. Ful imajo poceni dekce dejansko. Tale cela deka je bila 6 evrov. Sicer je ta majhna 120x150, ampak glih to, da jo imaš čez poslo, se mi zdi, da bo cool. Zaenkrat imam tole rdeče, ki je pač božična. Ne vem, zakaj imam oktobra božično, ampak zdaj pa imam tole zlato, ki se bo tudi fajn ujemala z tem vzorcem, ki ga imam tukaj. Evo, to ladam zdaj kar stran. Pa je čist drug vibe. Dobar, zdaj so vrečke gor, ampak ok. Posteljnina. Posteljnino bom zamenjala. Vse je približno v istih barvah. Vse je zeleno pa rumeno. Pač vse meči. Tako da tole je prevleka za posteljnino. Tole je bilo 4 evre, a to sam eden dol. A ne, 2 sta, ok. Tole je bilo pa 6 evrov. To je vse za to vrečko. Naslednja vrečka. Tu not je pa moja najljubša stvar iz celega pola. Je pa tale pošter, ki je kraljevski. Vidiš ta vzorček? Primark zdaj prodaja kraljevski podcast merch. Ta pošter lahko je zdaj stran. Bye! Ljuškano. Ok, še en pošter mora biti tukaj. Tu so poštri, ok. Evo, še 2 taka poštera, da jo lahko dam zraven, pa bi bilo to dol potrgati. Ta pošter je bil 8 evrov, tale je bil pa 9, kar je iskreno kar v redu za take lepe poštre. Tega imam še enega. Cute. Imeli so še enega takega, ko je imel tiste frflice, samega Ian ni pustil kupiti. Zdaj da imam samo te. Wow, ta vrečka tu prazna, ok, kar nekaj. Ok, zdaj pa ta glavna vrečka, tu so pa zdaj oblačila, teda zdaj pa let's get ready, ker tole bo še crazy. Sem vam pokazala outfit, ki sem ga imela včeraj na snemanju. Jaz sem se v ta outfit zaljubila, sicer si nisem kupila istega, sem pa kupila te hlače, ki sem jih videla. Mislim, da so mi za eno številko, so mi sicer prevelike, ampak če dam pas gor, izgledajo vse en čudovito.
Teda, dajmo jih zdaj probati, ne? Te hlače so iskreno čist moj stil, pač take Dark Academia vibes. Če nimam rekelca, vse en ful dobro izgledajo. Mogoče mi še manjka en pas, čeprav pas sem si pozabila kupiti, ampak it's an outfit. Fabulous, všeč mi je ta barva. Sem ni taka rjava, ko jo jaz ponavadi nosim, vse en rjava, teda bo še vseeno z vsemi mojimi outfiti pasalo. Next thing. Ena pižama. Sicer tega nam probala, ker pač albi. Veš kaj, ja bom probala. Samo malo kasneje, to na stran. Tale jopca je bila ful všeč. By the way, koliko je cena hlač, mislim, da je 17 evrov, nisem čist ziher. Tale pulover je 16 evrov in je ful luška. Pač, honestly, tole sem videla in sem rekla, tole moram imeti. Adorable, sem jaz tega zdaj ne znam odhaklati. Nove obešalnike imam, tudi to ni slabo. Meni že zdaj malo vroče, samo moram imeti zaprto okno, da se ne sliši prometa zunaj. Oh, wow! Jaz obožujem jesen. Jesenski outfiti so povsod the best. Primark obožujem. Rjave tone z pač to je moj stil. You know, vse me poznate, zdaj imam že res eno leto ta isti stil in ga obožujem. In se počutim toliko comfy in cozy, razen tega, da mi je zdajle ful vroče. Sorry, ne morem imeti predolgo tega gor, ker je ful vroče v tem stanovanju. Jesen, kaj je to? Še ena stvar, ki jo moram sprobati z majčko, je pa tale vest, ki je stal 12 evrov in je v bistvu številka XS, ker hočem, da je malo bolj pač fitted, da mi ni toliko prevelik. Do we see that? Very nice. A tudi s temi hlačami super pride? Gled to. A ni cute? I love it. Hvala Primark, da imate take amazing jesenske outfite. Jaz bi moja kar tole imela pol gor. Sam zaenkrat moram se še parkrat probleči, ker imam še par stvari. Vešalnik. Puloverček, ki je stal 14 evrov in je bil luškan. Dajmo ga probati. Zdaj bom naredila ono influencersko. Da jaz zdaj dobim svojo magijo. Bam! Evo ga! Ok, to moram definitivno noč zatlačiti. Wow, koliko je cute, pa če dam še verižico ven. That looks so adorable! Pa še čist mi je prav. In amazing je. Vse tele stvari so mi toliko najljubše, da sploh ne morem. Jaz sem overwhelmed z ljubeznijo do vseh teh oblačil zdaj. Naslednja stvar. Kako se temu reče pončo? 14 evrov. Je v bistvu na lutki ful dobro izgledal. Ok, se pravi, to je krtek v bistvu. Sem krtek, ki ga daš gor. Like a cape. Izgledam, kot da grem, če bi imela kavbojke spodaj, bi izgledala, kot da grem naročiti pumpkin spice latte. Te izgledam pa, kot da delam v knjižnici. Kar je vedno moj cilj. Jaz bi mogla delati v knjižnici. I am so ready. Manifestiram! Tole je pa, kako bi temu rekla, Knives Out Chris Evans pullover. Ga je na mene influencal prvo Chris Evans, obviously, ker je pač v Knives Out je Daniel Craig. Obožujem. Ampak secondly je pa name influencal še Ian, ker ima podoben pullover in skozi ga nosi. Tako dobro izgleda, da sem vedela, da tudi jaz rabim en tak pullover. Kako sem jaz pogrešala pullover, je pač, jaz ne morem. Še malo je cropped, tako da še cool pride. Barva mi je amazing, taka malo bolj creamy. Nad ga sicer ne moram zahafljati, ker je malo prekratek, ampak tudi če bi si ga, bi dobro izgledalo. Sweater season is here, dajmo embraceati to, da lahko spet nosimo pulloverčke, ker so amazing. Kolikor sem v tem videu že rekla amazing, pa še 100krat bom. Obožujem jesen. 16. Še ene hlače imam, ki pa so v bistvu kavbojke in sem jih bolj kot ne na blef vzela, ker jih nisem šla sprovati. Da to bo zdaj first impression. A mi bo prav, pa če imam jaz dober feeling za svojo velikost, ker sem vzela v številki 38. Tole je bilo pa zelo na tesno, ampak we got it. Hlače so gor, rit je nice. Upam. Malo so te kratke, malo so raztegljive. Very nice. Upam, da se bo še malo raztegnila, ker mislim, da bi bilo fajn, če bi vzela številko 40, but also, a bi se lahko jaz to mentalno dovolila, da si vzamem 40 številko? Probably not. Ok, ne bom dihala. Mogoče ne bi smela onega burgerja včeraj ob 2 zjutraj pojesti. Veš kaj? Fuck that. Veš kaj, v bistvu je prav fajn, da so še malo bolj ozke, zato da mi tale moj tummy splošči. Mi smo sicer še konč, še imamo ene par drugih stvari, ampak dajmo pižamo sprobati. Zato da sem lahko jaz polna kamot, ne rabim več nikamor iti danes in lahko samo še uživam. Ker kamera se noče izostriti na mene. Come on, kaj je zdaj to? Pižama je shiny, tako da mičken hica tamle svetlovo na kameri, ampak je toliko udobna, toliko nice, toliko počutim se luxurious and rich in kot da danes ne rabim nič druga več delati, kot samo še iti žgat svečke, brati knjigo. Moram pa še 3 videe zaredati. In sem kar v tej pižami do konca dneva ostala, če priznam, ker je amazing.
Zing. Imamo še par stvari. Zokančke, take malo bolj visoke, luškane in zelo mehke. Stali so, ne vem, čakaj, koliko je pa stala pižama? Pižama je bila 11 evrov zgornji del, pa 11 evrov spodnji del. Zokančki so bili pa 4,5 evra, res so zelo mehki. Pač so, ne vem, zakaj vam zdaj grem pokazati, pa res pač, prav želim si, da bi lahko tole pošlatali, zaradi tega, ker je toliko mehko. Potem imamo klasiko, ker jaz vedno to vzamem v Primarku, to so nohti. Dvojne sem vzela. Tile French Ombre in Abstract French. Taki res pač jesenski, preprosti in very nice, ker vzmem svoje prave nohte. Se izgleda okej, ampak jaz si rada imela mačke daljše. In pa še druga klasika, ki jo vedno vzamem v Primarku, so pa trpalnice. Tokrat sem vzela 3D Vixen in Exaggerate. So take malo bolj ekstra, ko ponavadi vzamem čisto navadne, tokrat sem vzela pa malo bolj posebne. Se veselim, da jih sprobam. Še ene trpalnice sem kupila. Mi je všeč, da so tako kratke na čisto noter v notranjem kotičku. Ok, zadnja stvar, ki sem jih kupila, edina taka malo bolj Halloween stuff, je pa tale maska. Definitivno maybe ne bi smela imeti tega s pižamo, ker zdaj malo narobe zgleda. Ne vem sicer, kje bom to nosila, sem si ful želela eno tako. Mogoče za Halloween party, čeprav je ful preveč basic, jaz ne moram biti to basic za Halloween. Po glavnem, to so vse stvari, zdaj nič ne vidim, ker nimam špeglov gor, da upam, da sem izostrena, a sem. V glavnem, to so bile vse stvari, upam, da so ti bile všeč. Jaz sem čist presrečna, da sem lahko imela končno po dolgem cajtu spet en orang shopping v Primarku. Primark bi bilo fajn, če bi še večkrat lahko tole ponovila, ne? To bi bilo kar amazing. To je to ostale video. Če ti je bil všeč, narediti en like, da spadi se naroč na moj kanal in komentiri tale emoji, če si prišel do konca, pa napiš mi še, kjer izmed teh izdelkov je bil tebi najbolj všeč in kolikrat nakupuješ v Primarku. V glavnem, to je to. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se. Nekaj sem falila. Sveče še imam. Sveče sem pozabila. Ne, tale sveča, ki mi je v bistvu všeč zaradi tega stekla. Pa še ena, ki je ful luškana. Tale pumpkin sveča. Vam jo malo bliže pokažem. Ni luškana. To je lahko dam zdaj tukaj pa polico. Pumpkin. To je to. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau. A sem jaz bila v fokusu zdaj? Ne, nisem bila. No, to je super.